pozdravljeni! Danes bomo govorili o Theta Healingu in o aktivaciji, DNA aktivaciji. To se sliši zelo nepoznano, zelo čudno, ampak če boste prisluhnili, vam bo vse kmalu postalo jasno. Theta Healing je ena krasna zadeva, za katero sem prvič izvedela pred nekaj leti, tudi prebrala nekaj knjig in moram reči, da me je zelo navdušila vsa ta tehnika, ta metoda, ker kljub temu, da se sliši zakomplicirano, je zelo preprosto pravzaprav, gre se za vibracije in vse ostalo. In danes je v naši družbi Edita Tomić, ki jo mnogi poznate kot tisto žensko, kateri se lahko zatečete, če imate različne probleme in izzive v svojem življenju. Vsak mesec pa pravzaprav prireja tudi tečaje oziroma seminarje teh osnovnih Theta Healingov oziroma teh tečajev. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Dober dan. Danes bomo govorili o enem orodju, ki spada v področje Theta Healinga. Tako je. Kakšno orodje je to? DNA aktivacija. To se sliši tako znanstveno. Ja, to se sliši zelo imaginarno, a ne? Zdaj, Theta Healing je možgansko valovanje, deluje na možganskem valovanju, ki je nekako tik pred spanjem. Takrat se umiri, se misli zbistrijo, so jasne misli ni teh motečih elementov. Zdaj, Theta Healing sam pokriva ogromno področje od zdravljenja, pogleda v telo, to se pravi pogovora z angeli, pogovora z mrtvimi dušami, potem različne segmente v pogledu prihodnost in tako dalje. Deluje na podzavesti, čisti strahove, vzorce, prepričanja, skratka ogromno enih področji. No, danes pač se pogovarjajo o DNA-ju. Mi smo uradno, je Theta Healing praktiki, aktivatorji DNA-ja. To je te matične vijačnice DNK-ja, ki se nahaja v epifizi tukaj notri. In ta matična vijačnica, ko jo enkrat aktiviramo, vpliva na vse ostale celice v telesu. Se pravi, kot bi zbudila neke speče naše sposobnosti, danosti. Ker v sami tej vijačnici je 23 parov kromosomov. Pol jih dobimo po očetu, pol po materi. Vse te tvorijo v bistvu to, kar smo fizično, kakšno barvo las imamo, oči in tako dalje. V DNK-ju je pa tudi 5 parov spečih. In mi kot praktiki pač aktiviramo te speče DNK-je. Te pare in takrat vzpodbudimo duhovnost, to se pravi da se prebudijo vse tiste lastnosti, tiste sposobnosti, za katere sploh ne vemo, da jih imamo. Ampak kako to se sliši skoraj kot znanstvena fantastika? Tako je. Kako to nekdo, ki je torej mojster v Theta Healingu, kako to naredi? Ker jaz sem si mogoče celo enega predstavljala, ki je v laboratoriju, pa tam neki zeprojetam, pa kemija, pa ne vem, mislim, kako se to naredi? To je čisto preprosta zadeva. Jaz se postavim v teta stanje, to se pravi, grem po metodi Theta Healinga do središča Zemlje in potem se povežem za to univerzalno energijo, da se umiri moj, potem ukažem energiji, da se pač pri tej osebi aktivirajo te kromosomi in pa zamenjava gena. Prva stvar, ki jo naredimo, aktiviramo DNK, ki je zadolžen za vitalnost in mladost. To pomeni, da se celice hitreje obnavljajo, se počasneje starajo. Nato aktiviramo še vse ostale kromosome. In pa potem tudi gene, ker geni so pa vedno v paru in za genske bolezni, naprimer, imamo vsi enake zasnove, pri nekaterih se razvije, pri nekaterih ne. In v Theta Healingu, to se sliši kot ZF, se vidi kocka kot kocka, če je gen pokvarjen. In ga potem zamenjamo z zdravim genom. Glejte, tudi jaz, ko sem šla na ta seminar 2008, to se pravi, ko se je Theta Healing šele pojavil v Sloveniji,
sem šla na seminar in ko sem jaz to poslušala, sem rekla, mi smo tukaj vsi skupaj nori, ne, da bom jaz kdaj to videla, vedela, delala. Nisem imela pojma o tem. Ker to je v bistvu delo z energijami, ampak na kromosomski celični ravni. Tako je. In pa v bistvu mi kot teta praktiki ukazujemo in opazujemo, da se proces zgodi. Ne? Ravno zdaj sem v nedeljo končala zopet seminar, vsak mesec ga imam in to je fascinantno, ne? Ko ljudje delajo ena drugemu, ki se sploh ne poznajo in ugotavljajo, kakšne bolezni, kakšne težave imajo in tako naprej. Ker s tem se pridobi potem zaupanje, da Theta Healing dejansko tako deluje. Ne? Ker aktivacija DNK-ja se lahko zgodi tudi sama od sebe na globalni ravni. Ne? Mlade generacije imajo popolnoma drugačen DNK in če nas je čim več, ko širimo te vibracije, ne, sočutja, ljubezni, radosti in tako naprej, se potem tudi na globalni ravni sama aktivacija dogaja sama od sebe. Ali pa tudi pri mojem partnerju, čeprav tega ni opravil. No, ampak če se lahko vrnemo k tej konkretnosti. Recimo, jaz se odločim, seveda, hočem svoje speče elemente, talente, sposobnosti, pač hočem to aktivirati. Ne? In pridem jaz do tebe in ti greš v to teta stanje in pač ukažeš energiji in narediš pač po tem postopku Theta Healing, da se pri meni to naredi. Kaj pa jaz delam zraven? Ti kot oseba, ne, kot klient, lepo sediš ali ležiš, dihaš normalno, ne delaš popolnoma nič. Ne? Dobro. To se pravi, ampak v tem trenutku začutiš tako umirjenost, tudi toploto, kako steče skozi tebe po celem telesu. Skratka, si v enem takem meditativnem stanju, katero doseže energija. Ne? In pa seveda, ko se to aktivira, dejansko človek začne drugače funkcionirati. Jaz sem to doživela na lastni koži. To pravi, spremeni se ti struktura, izraz obraza. Jaz sem takrat veliko starejša izgledala, kot zdaj se mi zdi. Kilaža se spremeni. To se pravi, nikoli si nisem mislila, da bom jaz to delala, kar delam zdaj, ker se je v meni prebudil ta občutek učitelja. Ampak to potem ne vpliva samo na tebe, ampak tudi na okolico, v kateri ti živiš. Na okolico seveda, ker vsi ljudje, moj partner, moja hčera in tako naprej, avtomatično se počasi zgodi aktivacija DNK-ja. Tudi njim? Tudi njim. Kot posledica? Kot posledica. Za osebo, to se pravi, narediva to aktivacijo, potem imaš lahko posledic nekih ni, lahko pa pride do tega, da oseba ali malo zboli, kakšna gripca, ali se fizično telo začne zelo čistiti, to se pravi, urin je močnejši, znojenje in tako dalje. Kar se pa tiče samega prebujenja, je pa zelo pomembno, da takrat se oseba začne zavedati, da tisto, kar misli, se dejansko materializira zelo hitro. Zapravi, ne smeš več živeti v istih vzorcih. Kar dobiš hitro klofuto. Absolutno nazaj vse dobiš čisto, kar misliš. In dobro in slabo. Tako, zapravi, mi takrat postanemo razgrajevalci situacije in sestavljamo, ko kreiramo v bistvu naše življenje ali pa osebe, katera si želi to doseči. A pa se lahko ljudje to naučijo tudi sami, mislim? Glejte, jaz sem se probala sama naučiti Theta Healinga preko hrvaške knjige, ki ga v Sloveniji sploh še ni bilo, zato da rešim določene svoje vzorce. Sem bila že reiki mojstrica, ni mi uspelo. Se postaviš v teta stanje, vse super, ampak tukaj je ključnega pomena zaupanja. Če jaz na nekom delam, glede na to, da si prebrala toliko o tem, se čist simpel zadeva sliši. Ampak problem je v tem, ker ne veš, ali je to tvoja domišljija, ali je to dejansko res. Ker jaz v teta stanju ne vidim nekih barv in ne vem kaj vse. Jaz vem. Jaz enostavno vem, kaj se
pri osebi dogaja, v kaj se bo razvijalo, ne? Kje je srč problema, ko aktivacijo DNK naredimo, pa ima vse potencijale, zdaj pripravljena za to, ampak do tega ne pride. Ja, pa smo spet na začetku pri strahovih, pri vzorcih, pri zaupanju. Lih zdaj na tem seminarju je bilo super, ker se vedno najdejo tudi pari, ljudje, ki so zelo kompatibilni. Ali pa ljudje, ki ne marajo en drugega. Je bil en mlad fant, pa starejša gospa, in ta mladi fant absolutno ne mara starejših ljudi. Ampak je dobil točno to. Drug par je bil drugo in sta bile obedve fascinirane, ko je oseba ugotovila pri eni, da ima zob pokvarjen, pa nekaj na žolču, druga oseba je pa zato, da preverja prvo, nekako migala z malim jezičkom. In je ta oseba to videla in se je prvič postavila v teta stanje. To se pravi, takrat dejansko se tako umiri, da mi vidimo, vemo, slišimo in tako naprej. In to so počeli že vsi znanstveniki v varni, temni sobi. Pač ena izmed metod je teta healing, tudi joga, tudi meditacije. Lih zdaj je šel en članek, pač eni strokovni reviji, tudi v angleškem jeziku, kako so znanstveniki dokazali, kaj človek pridobi z aktivacijo DNK-ja. Ker ne samo to, da se odprejo speči, ampak se tudi obnovijo vse te povezave, vsi te kromosomi, vse ta pretok, vse te tekočine in tako naprej v DNK-ju in seveda to deluje iz enega centra na celo telo. Če takole pogledaš, recimo greš na kupovalno središče, pa včasih opazuješ ljudi, imaš občutek, da res zombiji hodijo, nič življenja ni v njih, In potem rečeš, čakaj malo, pa to so ponavadi ljudje, ki se tako zelo bojijo smrti, a hkrati bi se mogli bati tega, da nikoli resnično ne živijo. Niso živeli, ker človek brez ciljev je mrtev človek. In jaz opazujem pri vnuku, kakšna razlika pri DNK-ju je pri njemu, pa naprimer pri moji hčerki Zeti ali pri meni. Dobro, jaz sem si pač to aktivirala, mi dva dejansko komunicirava neverbalno. In zdaj ti ljudje imajo ogromno ciljev, skozi nekaj razmišlja, skozi neke ideje in tako naprej, pri 4 letih. Opazujem pa ljudi zjutraj v mestu, tako kot si rekla, zombi. To so pa ljudje, ki so v tako krčevitem strahu in se ne želijo izpostaviti iz povprečja. In soočiti sami s sabo. In zaradi materialnih dobrin ali karkoli ostajajo v coni udobja, ne grejo na pot iskanja. Ker ko ti enkrat korak narediš, zaktiviraš DNK ali po kakšnikoli drugi metodi, joga in to isto tako odpira, ampak ne toliko efektivno kot tukaj, potem začneš ugotavljati, da niso drugi čist nič krivi. Da si ti tist, ki delaš iluzijo na 3. ravni obstoja, kaj se ti dogaja in tako naprej. V bistvu vse je, kar se dogaja znotraj nas, je zmeri potem zunanja projekcija. Glih v tiste situacije prideš, glih tiste tečne ljudi srečaš, glih une srečaš, zaradi tega ti življenje hoče dati priložnost, zrihti, tle imaš zdaj situacijo, zdaj pa zrihti to. In aktivacija DNK je taka bližnica v bistvu do tega. Tako je. Aktivacija DNK je, to je isto kot, naprimer, na mesto, da greš peš, greš z letalom. Hitra bližnica, ampak seveda, da zraven tudi še kaj narediš. Ker se rečem, samo aktivacijo mi nismo naredili nič. Mogoče boste začeli razmišljati, ampak ker ne boste imeli svojo iluzijo hermetično zaprto, bo prva negativna pripomba vaših bližnjih ali okolice naredila to, da ne boste spremenili popolnoma nič. Zato je tukaj po aktivaciji potrebno delo, potrpljenje, pa vztrajnost. Saj sama veš, koliko je enega dela vloženo v to in branje in izobraževanje in tako naprej, da prideš ti do odgovorov, zakaj se mi to dogaja.
Ampak na koncu ugotoviš, da recimo jaz pred sebi sem ugotovila, da sem zmeri na zunaj iskala, zakaj se mi določene stvari dogajajo, na koncu sem našla pa vse podgovor in mi je ves čas mi je bil pred nosom. Ja, saj mi pred aktivacijo, nikoli ne gremo direktno na aktivacijo, vedno je prej tudi pogovor, ker samo aktivacijo nismo naredili nič. Ker ni tiste globine, no. Jaz hočem v temelju jim pripraviti, da dejansko naredijo tako, kaj treba, se prvo naučimo to iskati svoje miselne vzorce. To pa naredimo tako, da si lepo zamislijo osebo, oseba se usede nasproti njih, odpre oči, začne opisati, kaj jih moti, zapre oči in vidi, da oseba gre in potem z teta nihanjem, s tem preverjanjem, ali je to res ali ne, sprobajo vse tisto, kar jih moti na drugi. In potem se to počisti s teto, to se učimo tudi na seminarjih, se zamenjajo te vzorci in potem gremo na aktivacijo. Ker če jaz aktiviram DNK nekomu, ki se bo skozi še naprej jezil, bo dobival grozne preizkušnje. Ja, tako. Tudi jaz nisem dojela. Jaz sem se mogla zelo veliko naučiti po aktivaciji, da obstajajo angelčki, da obstaja črna magija, da je to, kar je za mene obstajala sama psihologija. Potem sem dobila pa take življenjske porcije, orang, da sem ugotovila, da vse to obstaja, ker to tudi učim naprej, če ne bi. Ampak zmeri dobimo tako porcijo, kakor smo jo sposobni prenesti, pa kakor jo rabimo za to, da se v bistvu osvobodimo. Ja, in tudi, da dobimo vsega naenkrat. Tudi po aktivaciji DNK, mi ne dobimo cele porcije naenkrat, zaradi tega, ker naš in pa podzavest tega ne morata narediti. Sprocesirati. Tako, zato se dostikrat zgodi, a veste, ko pridejo ljudje, ne obtožujem nikogar, da se razumemo, ampak iz Indije, od kakšnih gurujev, ki jim DNK resetirajo, nič pa ne naložijo. In pridejo lepo, končajo tam na PHP-ju, ker imajo razne vzorce, da so smetarji in ne vem kaj vse, ker jim ne nalagajo novih stvari. Ker pri teti pa to, ko mi nekaj čistimo ven, je treba tudi naložiti. Prazen prostor ne sme obstajati. In ravno tako je v DNK-ju. Če mi menjamo, ne smemo samo en gen počistiti, ga moramo avtomatično zamenjati. Ker pri dednih boleznih je tako, isti miselni vzorc se vleče, strah, zamere, normalno, da imajo vsi sladkorno, gastritise in tako dalje. Zaradi tega se pač globinsko to dela. In če pogledamo, v bistvu ne podedujemo bolezni, ampak miselne vzorce, ki potem vodijo v bolezni. Ja. Eni in isti, Eni in isti, Sekunda sproži misel, misel je energija, energija, če jo programimo, sproži material, se sproži, materializira. In vse originali so tukaj noter. Vse, kar se dogaja v telesu, če se jaz skozi jezim, jaz se slovenski pregovor prav, na jetra me greš, ne moram te prebaviti, in tako naprej. Ja, normalno, potem ves ta predel je prizadet in v takih primerih, če bom jaz samo eno čakro spucala, ne bo nič pomagalo, mogoče en teden. Treba je psiho spucati, potem DNK aktivirati in potem se naredi to lepo celostno zdravljenje in tako naprej. Vsak mesec je tale teta healing za aktivacijo, Tako. Odlično, en mesec se vam pridružim in krasna stvar. Radi imamo bližnjice v življenju, ampak tiste, ki zdržijo. Najlepša hvala, Edita, za vse, kar si nam zaupala. Ja, osnova in temelj je to, da se ukvarjate manj s svojimi sosedi, pa več s sabo.